ste nazadnje smučali pred 10 leti, pol verjetno ne veste, da so tudi na smučiščih postale aktualne enake internetne brenčavke kot povsod. Družabna omrežja, mobilni telefoni, geolokacija, igrifikacija in vsi podobni trendi, ki omogočajo zabavo na smučišču. Zato smo se tehnokamerovci odpravili na dejansko pogledati na kraj dogodka. Tukaj smo na Mokrinah, kjer bova preverila, kaj vse je v ozadju tega, da se ljudje zabavajo, da uživajo na smučiščih in da imajo dodatno ponudbo. Tako da gremo smučat. Če redno smučate na avstrijskih smučiščih, ste verjetno že opazili postavljene proge za snemanje, kjer se lahko posnamete veleslalom, hitrost in podobne stvari. Veste tudi verjetno, da lahko izveste, koliko višinskih metrov ste naredili, koliko kilometrov ste presmučali v določenem dnevu. Vse to ponuja podjetje Skiline. Danes je z nama njegov direktor Daniel Vakovnik. Dober dan. Dober dan. Pa najprej vprašanje, kakšen je dejansko namen Skilina? Zakaj ste začeli s to zadevo? Zakaj smo začeli? Mi smo ugotovili, da je dosti premalo ponudb za smučišča, ki dodajo navadnemu smučiškemu dnevu v bistvu atrakcije. In smo začeli razvijati sistem. Glavno je bil to videosnemalni sistem, ki avtomatsko posname smučarje med tem, ko se vozijo po posebnih progah. In to je bila namen je bil, da aktiviramo čim več ljudi, mlade ljudi, stare ljudi, pri tem, da se spet smučajo in da spet uporabljajo. Mogoče tudi malo spet spodbudite zanimanje za zanimanje in veselje na tem, ker v bistvu je tako, da se v zadnjih 30 letih razen karting smučk ni kaj spremenilo. In mi zdaj ponujamo že nekaj let, v bistvu 4 let, sisteme, ki lahko se dodajo k smučiščem in ko ponudijo nekaj dodatne servise preko naših naprav. Kje vse ste prisotni, na koliko smučiščih, v katerih državah? Mi imamo v bistvu celo Evropo zdaj že pokrito. Da se nas v Španiji, v Sierra Nevadi, da se nas na Norveškem. Imamo pa v bistvu centralni jedrni del v Alpah, to pomeni Avstrija, Švica. Avstrija, Švica pa Francija. In vse skupaj imamo zdaj 180 smučišč pod pogodbo in 60 takih videosnemalnih naprav, okoli 40 sistemov, ki merijo hitrost in pa fotopointe pa podobno, pa tudi še kaj podobnega. V Sloveniji vas pa še ni? Nažalost, v Sloveniji nam še ni uspelo, bi me veselilo, ker imam osebno dobro vez do Slovenije, sem koroški Slovenec, kot se po vsej verjetnosti sliši. Ja, mora pa bo, no. Kaj dejansko potem vse ponujate na smučiščih? Ja, vstopna zadeva je višinski sistem, ki meri višinske metre, ki jih je zvozil smučar. To se napravi preko dostopničnih sistemov, kjer se vozilnica zabeleži z časom in krajem in mi lahko to preanaliziramo in lahko z tega praktično naredimo višinski profil dneva, kako si se vozil, kje si se vozil, koliko višinskih metrov si naredil. In pol pa na to gradimo naše dodatne sisteme, kot so to videosnemalni sistemi, fotopointi, hitrostne meritve in podobno. Imate pa tudi zdaj od te sezone razne tekmovanja in podobne stvari. Točno. Poleg tega, to so dodatni servisi, imamo tako imenovano challenge. Približno na dan se okoli 600 različnih tekmuje na naših sistemih. Tu smo tako, da preko leta več tekm eksekutiramo kot FIS sama. To je pa zdaj ponudba, ki jih imamo v bistvu od letošnjega leta, tako da hoteli lahko imajo to challenge, imajo lahko to smučišča in smučar se vpiše v challenge in s tem lahko tekmuje in na koncu dneva dobi rezultat in se lahko primerja z družino, s prijatelji, s komorkom hoče. In to je tudi v bistvu prva vaša plačljiva storitev? Ja, to je zdaj prva plačljiva storitev je Adrenalin Cup. To je v bistvu vse to, kar sem prej povedal, kar imamo, izgradimo v enem smučišču, to je tako malo Euro Disneyland smučišč in to se da letos prvič v Söldnu in v Saas-Feeju in tam se plača na dan 5 € dodatno, zato imaš pa možnost ekskluzivne uporabe sistema
in tudi vse te servise tekmovanj, to je vse vključeno, tako da imaš v bistvu cel dan nekaj za delati, poleg smučanja in še večjo veselje na tem res čudovitem športu. Odkot pa sicer prihajajo vaši prihodki s Skilineov, glede na to, da je to pač edina plačljiva storitev, vse ostalo v bistvu ponujate zastonj? V bistvu je prvič enkrat prodaja sistemov na smučišča. Smučišča kupijo naše sisteme, naše storitve. Poleg tega imamo marketing partnerje, kot je to BMW, kot je to Swisscom v Švici, ki uporabljajo naše sisteme, seveda, da se malo prezentirajo, da tudi prezentirajo svojo ponudbo v tem krasnem okraju. Ja, to so v bistvu tisti dohodki, ki jih imamo. A smučišča še na kakšen drug način uporabljajo to, kot recimo pač za dodatno ponudbo, za to, da pritegnejo, animirajo smučarje, tudi uporabljajo te vaše podatke za kakšne druge namene, recimo pri načrtovanju prog ali pa kaj podobnega? Je tako, da posamezna smučišča uporabljajo te podatke, zlasti zato, da analizirajo, kako je strukturirana njihove stranke, kdo vozi se po smučeh na njihovih progah. Na drugo stran pa ponujamo tudi en sistem, ki meri, koliko dostopov imajo nekateri lifti, in s tem lahko preračunamo, a so parkirišča pred smučiščem polni ali prazni, in s tem lahko navigirajo preko smučišča oziroma preko parkirišč. Koliko pa recimo sami uporabniki sploh vidijo te tehnologije, ki je tukaj zadaj? Čim manj. Ideja je seveda, na eno stran mi moramo uporabljati visoko tehniko, da to lahko vse zvozimo, ampak za smučarja osebno se pa v bistvu naj zadeva samo tako kaže, kot da je čisto enostavna, da je da povzroči veselje. To je v bistvu res skrito, vse v ozadju. Ja. Koliko imate aktivnih uporabnikov? Mi imamo trenutno, čisto točne številke nimamo, okoli 1,9 milijonov smučarjev, ki so na naših sistemih, ki se redno poslužujejo naših servisov na 180 smučiščih centralne Evrope v bistvu. Kaj pa kakšni načrti še za prihodnost? Boste usmerjali še v kakšne druge, recimo poletne športe ali pa kaj? Ja, seveda, poletni šport, zlasti mountain bike se ponuja, ker je to ena zadeva, ki je zelo običajna dandanes že v smučiščih, in v bistvu naša tehnologija je uporabna tako poleti za snemanje mountain bikerjev, kot tudi po zimi za smučarja. Poleg tega imamo še dosti idej, ki se bojo v naslednjih 2-3 letih izgradile. Tudi tisti Adrenalin Cup naj bo postal celoletni cup, in na tem zdaj že delamo, ampak se bo pač skazalo v naslednjih 2 letih, kako daleč bomo šli s tem. Z letošnjo zimo, ko ni bilo prav zelo veliko snega, ste zadovoljni? Ja, v bistvu smo zadovoljni. Seveda december je bil, kot je bil, samo od januarja naprej v bistvu je bilo vse v redu. Samo po francoskih Alpah je bilo res slabo. Mislim pa, da so tudi smučišča precej zadovoljni, koliko mi slišimo. Pa že. V redu. Dobro, gospod Vakulnik, najlepša hvala. Hvala vam. Zdaj pa gremo naprej smučati. Tako.